L'estate sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. L'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. L'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fior. L'estate che ha creato il nostro amor, per farmi poi morire di dolore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Voilà. Lep dober večer. Vem, da vas najbolj zanima, kdo sta ona dva. No, ona dva sta. Pel je Aleksander Havaca, spremljal ga je Timotej Poznič, in ko bo Aleksander Havaca zmagal na Sanremu, boste važni, boste rekli, jaz sem ga videl že v Švicariji. Gosta nocojšnjega prvega večera v tej sezoni pa seveda poznate. Ne slavimo samo začetka nove sezone v tej prelepi Švicariji, ampak tudi ponatis imenitne knjige Ksenije Benedetti, Hiše sozvočja, ki je pošla 1, 2, 3.
zdaj imate tam, dokler še je, ker potem bo spet 1, 2, 3 nov ponatis. Tako da bomo to vzeli v obzir, dragi doktor Aleksandar Zadel. Ena od tukaj sedečih je pa napisala na Facebook, jaz bi njega poslušala kar naprej. No, tako da veš. Ampak te bova pa Škoda, da tudi ni še moja ustavile. žena, to je. Sej to gre v živo po Facebooku in pol gremo na YouTube, da bo žena to lahko slišala. Torej, glavna je hiša sozvočja. Draga Ksenija, mi začnemo tako, da najprej povemo, kako smo knjigo doživljali. Aleksandar, ti se priprav, jaz ti bom pa povedala, da sem bila navdušena. Čeprav te poznam, sploh nisem vedela, da je v tebi toliko plasti, toliko umetniških talentov, ampak še nekaj me je, da si topla Primorka, to sem čutila, ampak tako etično izdelala in pokončna, to je pa v domovini šentflorjanski velika redkost. In to me je prav presunilo, moram povedati, tako da moj poklon. Zdaj si pa ti na vrsti, da poveš, kako si pa ti knjigo doživljal, ker nožeš svojo od rojstva poznaš. Kako sem doživljal knjigo? Ja, jaz sem se jo veselil zaradi tega, ker tudi jaz sem napisal tiste 3 vprašanja in potem me je Firbec zanimal, kako bo ona to rešila. Me je odpravila tako, sem mimo grede. V bistvu ona je Primorka, ne, tako da ta pokončnost ni tako nenavadna. Primorka, ne. V glavnem, jaz sem bral to knjigo, da bi videl, kje je ona golfa, ne, ki jo poznam. Ne je povedala po pravici, res je. Tako da ta kontrola realnosti ma nič takega. Sicer v zadnjem obdobju, ko sva bolj duhovno povezana kot s časom ali pa da sobivava v materialnem svetu, tako kot sva nekoč, ko sva bila ves čas skupaj, kot prijatelja, Ksenija prijateljica. Tako da me ni presenetila v tem smislu, sem pa užival v bistvu v tem predbiranju in potem prebiranju. Ta del njene odraslosti, to mene ne neha presenečati, Ksenija. Tukaj jaz ves čas gledam tega otroka, s katerim sem jaz odraščal. In v bistvu tako, kot je Ksenija pokazala, kaj z to ustvarjalnostjo, kreativnostjo, trdim delom lahko nekdo doseže. Jaz ne mislim, da ne bi nihče pričakoval od človeka, da lahko to doseže, daleč od tega, ne? Ampak način s to eleganco, Ksenjino prijazno raztresenostjo, da lahko organizira vse svetovne te dogodke, ki jih je organizirala in tako naprej, to ni vrhunsko, to je očarljivo za nekoga, ki jo tako pozna, kot jo poznamo mi iz otroštva. Očarljivo, pretresljivo, navdihujoče. Evo, tako sem jaz in enako bral to knjigo potem. Pa ostale tudi, ki sem jih imel priliko nekatero v nastajanju že brati ali pa potem, odvisno, kako se odločila. To je že tvoja 3. knjiga, ne glasbenica in pesnica, da zmeram tako poetične podnaslove, da se zavedamo, da je vse ena sama muzika in tudi ti. No, ta tvoja oblika, da si 74 ljudi zaprosila, naj te sprašujejo in 75. določila sama spraševalca, je nekaj povsem nenavadnega in novega, tako da sem malce zavidala ti, ker je veliko bolj enostavno pisati, tako da odgovarjaš na vprašanja, kot da pišeš, ko sem bil star to, pa to je bilo to, pa to. In kar je v tej knjigi, boste videli, ko boste prebrali, nekaj res presežnega, je tvoj prelep jezik. Ne Aleksandar, samo zato, ker je Primorka, ampak je preprosto umetnica.
No, zdaj pa kaj povej. Dober večer vsem najprej. Hvala, da ste prišli. Drugi hvala gre tebi, Manca, in tebi, Aleksandar, za te besede o knjigi, ki mi kar nerodno postane. Jaz nisem umetnica, veš? To je zame, moj mož je umetnik, jaz nisem umetnica, ker se pač tako ne počutim. Pišem, kaj ustvarjam, ampak si ne morem te oznake nekako dati. Dobro, Tudi dobro. zadnjič me, ne vem, kdo nek intervju sem delala, bom napisal pisateljica, niti slučajno. Sem rekla, pisatelj je Drago Jančar, ne vem, ne, taki kalibr. Ne morem, ne, jaz sem... Imaš tako globoko spoštovanje do tega pojma, Ja. da si ga ne lastiš. Ja. Jaz tudi nikoli ne rečem, da sem pesnica, pa so že 3 zbirke pesniške išle, ampak preveč visok cenim pesnike, da bi... Tako da te razumem. Ampak to pa lahko rečeva, da si umetnica življenja. Ja, to pa lahko, ja. To pa lahko, Je. a ne? Ampak mene ta tvoj pesniški dar, ki se v jeziku pokaže in tudi izvemo iz tvojega pisanja, da si mlada pisala pesmi in objavljala pesmi, za to našo priljubljeno igralko, Ajdo Smrekar, prosim, da bo prebrala tvoje pesmi, vi pa poslušajte, to je napisal en čist mlad človek. Prosim, Ajda. Hvala lepa. Anja Zak Golob, si kdaj napisala pesem in če si, kje je pristala? Kakšno usodo je doživela? Več pesmi, še več kratke proze. Nekatere so pristale v prej omenjeni Tramontani, pesniški zbirki, ki je išla kot posebna edicija gimnazijskega glasila Maestral. Ena, posvečena Igorju Bravničarju, sošolcu na muzikologiji, pa je bila objavljena v Mladini, ko je bila njena sredica še bogato zabeljena z nekaj stranmi poezije. Igorjeva partnerka je ujela šopek na moji prvi poroki. Ne vem, ali sta se poročila, a skupaj imata otroka in on mojo pesem. Tole ti, draga Anja, podarjam naravnost iz Tramontane. Propadlo je vse upanje nad resničnostjo. Pičilo v oko zahvalnice, spustilo zastor nedolžnosti in prekinilo. Anja Zak Golob, si se kdaj resneje pečala s poezijo? Na tole bi odgovor skoraj moral biti da, tako da je pod vprašanje, kako je to šlo. Jah, šlo je. Tam nekje do 23. leta je šlo. Potem je zmanjkalo črnil. Zaradi Tramontane sem pri 18 staknila neko republiško, danes bi bila to državna nagrado za perspektivne mlade pesnike in pisatelje. Na Celjskem gradu, vsaj zdi se mi, da tam, mi jo je izročil pisatelj Andrej Hink. Moja pesniška perspektiva se je prezrcalila v druga ustvarjanja. Od leta 2000, na primer, v ustvarjanje mogočega v protokolu, ki bi pravzaprav lahko bil kaka drobna vejica umetniške zvrsti, če se vanj dovolj globoko potopiš. Še tole ti dam iz Tramontane. Prišla je, da bi odložila seme. Ko se je ugrezala, je segel v sredino brez telesja. Lepa si. Nerodno je zastokala in si presekala deviški venček. Star si, veš to? Ne, tiho bodi. Da je to napisalo mlado dekle, je nenavadno, kako si se pa zdaj lepo počutila, ko si poslušala. Če Ajda Smrekar prebere tvojo pesem, jo nadgradi tako za 10-krat, tako da se sliši prav lepo. Ja, saj dobri Hvala, pesmi. Ajda. Ja. Ne, pač takrat sem pisala, bila sem stara manj kot Aleks, zdaj mislim, da 17 let in sem veliko pisala, ja. In pol se je to... Še, ali ti zdaj kaj Ne, pesmi potegne? ne. Pesmi, odkar sem spoznala Anjo Zak Golob, pa njene pesmi, pa tvoje, pa še kakšne, pa mi ne gre. Ja. Ja. Kakšno prozo pa ja.
No, pol pa bomo šahali še kakšno prozo. Zdaj pa Aleksandr zadel, da bo ona lahko počivala, ker je imela zadnje čase toliko intervjujev, da o protokolu vemo skoraj vse, zato ne bom vprašala čist nič. Bom pa tebe vprašala, da obudiš kakšno anekdoto vajno, ker ti si bil njen prijatelj in poglejte, to je Rok Pevha, blond, tetovirana. Oprosti, nisem Pardon. pet, ne znam. Nekaj sem šepetala tam v nekom Šepetala si pa ampak klaviature pa sem. Klaviature si igrala, ampak glas je vsa rohalska. No, vidiš. Saj sem malček še zdaj, veš. No, to sem mislila. No, povej kaj iz tega obdobja. Preden povem kakšno anekdoto, bi v bistvu... Ej, pazi zdaj, kaj boš povedal. Ne, lej, snemajo, ja. Ne, najprej bi rad povedal to, kako te jaz doživljam, ko rečeš, da nisi pesnica ali pa nisi pisateljca, ne. Zdaj me bo analiziral, tako oprosti. Smo sami domači. In kadar on tako začne, prav se bojim, tako da zdaj kaj bo Pa povedal. se sme skakati ljudem v besedo, Ne. recimo z vidika teh Ne, bontonov. ma je tebi lahko. Ja. Ti tudi lahko meni. Kaj se tako poznava, da... Evo, zdaj pa bom tihole. Torej, na tem kontinuumu, kdaj si nekdo reče pesnik, je verjetno na enem koncu nekdo, ki reče je, vse in se mu to zrima, je že pesnik. Ne? In na drugem koncu so Šalamun, Pavček in ne vem kdo še. Ne? In seveda, to ni lažna skromnost Ksenjina, jaz jo razumem kot svojo prijateljico. To je spoštljivost do življenja, do tega, ko nekdo počne nekaj res izvenserijsko in je to njegovo osebno poslanstvo. Ne, in živi to, tudi Ksenija živi daleč od tega, ampak ne, je tista spoštljivost do življenja, do ljudi, do izrečene in napisane seveda besede na tak način, da se v bistvu seveda primerjaš z tistimi, ki na področju ne vem, glasbe, kot smo prej slišali, potem poezije, gledališča, proze, ne, si vzameš za standard klasike, ne vem, in tako naprej. In tukaj te jaz razumem, tako kot se poznamo od nekdaj, ne, da pač ne ciljamo tako visoko, ne, pač delamo dobro tisto, kar smo se odločili in pustimo zvezde zvezdnikom, ma ne v slabem pomenu zvezdnikom, zvezde zvezdam v tem smislu. Ne. Kaj pa glasba, pa si pa tak resen doktor, pa glasba. Recimo, ko se je Ksenija odločila, da nima glasu za pet, ne, potem se je ni dalo pripraviti, da bi kakorkoli zapela, ne, ampak v resnici, ne, ko je, ali ko smo jo slišali samo, ali pa ko v bistvu, ne vem, smo ji nohte pulili, da je potem nekaj zapela, recimo na vajah, ker drugače samo v kakšnem refrenu grozno potiho nekaj zapela, da slučajno ne bi kdo poskušal najti pesnice v njej, oziroma pevke. Pa vrhunska klaviaturistka, ne, to je, v bistvu je igrala, recimo, tisti, ki poznate glasbo z tistih časov, ko smo bili mi Molarija, ne, Ekaterino Veliko, ne, takrat je bila ena čudovita, kako je že, Megi je igrala pri Ekaterini Veliki, je bila tudi izjemen talent za klasično glasbo, ampak se je pol šla v rock glasbo, tudi končala mogoče žalostno, no, tam cel bend je končal žalostno, ne. In v bistvu Ksenija je bila z vidika kakovosti glasbe, ki jo je prinesla v en tak rock band, je bila pač umetnica, je tam od samoukov do pač tudi priučenih glasbenikov, no? Ampak vendarle ne. Nikdar pa v tem smislu, jaz vem, jaz bom naredila, po moje bo, ampak se je vedno zlila. To je recimo ena taka Ksenjina lastnost, ki jo prijatelji poznamo, da se zlije za družbo, se zlije za prijateljem. Nikoli ne poskuša dati vtis, da je več, pomembnejša, drugačna in tako naprej. Ne? Je pa stroga, če je za biti strog in te fore. Tako. Samo recimo anekdoto, joj, kaj preveč govorim? Boš ti me zbremzala, ja. Anekdote, katero povem, Ksenija? Uno, ko smo bili za novo leto enkrat pri Kseniji v bloku tam na Markovcu, mama ve, evo že žuga, ne? Ma to veste že, in smo seveda rabili veliko elektrike, ne, za te zvočnike, za vse sorte stvari in smo izklopili skrinjo za meso, takrat so bile moderne skrinje.
In kljub temu je bila zima in mi smo pozabili, seveda, ko smo šli domov, priklopiti tuno skrinjo in ne vem, kako si ti razložila tem staršem v zvezi s tem mesom. Zelo težko. To je, vidiš, da še zdaj ti mama žuga, ker to je bilo Pa res... nisem jaz iztaknil, jaz sem bil samo zdraven. Ja. Mislim, da točno vem, da je Alan Bubničen, točno vem, kdo je iztaknil, ja. Ja, pa če je šlo, tam je bilo res veliko jedi za še 2 meseca, to je tako polna, ogromna skrinja. Ja. Čeprav meni najljubša anekdota, ki mučim Ksenijo, vedno, ko jo vidim in hočemo govoriti o preteklosti, je, ko je povabila en kup sošolcev, da bi prinesli pianino, zdaj bo rekli, da je bil 3. nadstropju enega ljubljanskega bloka, je bilo v 5. nadstropju, vedno mi govori 3, ma ni ona nosila, sem nosil jaz, ne. In pol so prišla 2 in pol so v 2 nosila po enih zavitih stopnicah pianino v 5. nadstropje. Mati moja Ksenija. Kakšen hec, ne, ta pianino je šel pol nazaj v Koper in zdaj je na Višču, čisto blizu, tako si ti ga prenašal. Joj, to je bilo noro. Jaz ne vem, kako nam je to uspelo. Mislim, da so, se spomniš, Hari je bil, ne, moji sošolci srednje šole, in mi da se to obračali, stopnico po stopnico, žuljave roke, mamo moja. Ja, Ta je bila taka organizacijska. Bilo nas, naj bi pa ene 5-6 je Ksenija to organizirala, da pride veliko ljudi, ki bomo skupaj to odnesli in to. No, ampak iz te preteklosti lahko nekaj tako fantastičnega zraste. Itak, ja. Ja, a ni to neposreden nasledek take preteklosti? Da sem jaz zdaj močen, da zgledam tako. Ne, pa tudi Ksenija, da iz teh situacij ste zrasli v ene neverjetne ljudi. Sej, mislim, ko si star, začneš govoriti o otroštvu in tako nostalgično, ne? Ampak tam so se res prijateljstva oblikovala na zelo poseben način. Čudovito in še danes trajajo. Ksenija, to je bilo v preteklosti. Kako pa je zdaj tvoja sedanjost? Imam občutek, da zdaj kljub temu, da nisi v vseh teh izrazih nenehoma, si v nekaterih nisi več v vejci, protokolarni, hvala Bogu, ampak da si zdaj najbolj srečna. Ja, to obdobje zdaj pa res je. Ja. Zdaj pa to obdobje malo razgrnem, čeprav ta hiša sozvočja piše veliko o tem in zelo lepo pišeš, ampak tako lepo je poslušati, da je en človek, ki nima več 20 let, tudi ne 30, tudi ne 40, da je lahko tako polno srečen. Ja, jaz sem tudi sama dosti naredila za to, moram reči, ne, tako, čist racionalno. Ker tam nekje po 45. sem se začela spraševati, kaj bi sploh rada od tega življenja, ali bom zdaj še kar v protokolu, ali bom to zdaj kar do penzije delala, ali ne. Tako da jaz sem se takrat dosti prej spraševala in pol sem rekla, ne bom do konca življenja v protokolu. In potem sem spoznala še Borisa in pol je pa kar samo šlo. Tako da je zdaj res, sem našla en tak mir. Jaz sem, tako bom rekla, ne bom zdaj jamrala, sem bila v ne vem kakšni službi, bila težka, bilo je tudi zelo lepo. Tukaj sta 2 moji čudoviti sodelavki, Mima in Mojčka, kje ste? Ste se preselili. Super, res, ker z nekaterimi imam še z njima sploh take zelo lepe vezi. Ampak to zadosti je bilo po 18 letih, ne. Je bilo treba nekaj drugega narediti, no. Tako da sem šla pol v poklic tega sejalca, znanja, ki sem si ga pač pridobila v teh 18 letih. In akademiji gre dobro, a ne? Ja, zdaj bo 7. generacija drugo leto, ja. Čudovito, jaz ti čestitam. Hvala. Enostavno narediti svoje šole, predavati toliko imenitnih gostujočih predavateljev. Tudi on. Tudi ti. Zdaj pa ona je rekla, tudi sama sem nekaj naredila. Ko sem bila stara 45 let, sem se vprašala, ali je res to vse?
In to je ta znamenita kriza srednjih let, ne, ki nekatere res premakne temeljito. Jaz poznam moške, ki je staro za novo, ne. To je njihov pogost odgovor, a ne, na to krizo srednjih let. So pa tudi drugi odgovori. Tle smo vsi že v srednjih letih, če nam kaj svetuješ. Spet jaz si ne morem kaj prej, da bi odgovoril, da malo komentiram. Lahko komentiram Ksenijo. Ne? Meni se zdi, jaz sem Ksenija tebe vedno videl kot ti srečno, ampak otožno srečno. Dostikrat je Ksenija za svojim pogledom na življenje vsem nam, ki smo biki bezljali po svetu, ne, res svojim pogledom na svet kazala druge plati življenja. Ne? In Ksenija daleč od tega, da je ta 45-letna odločitev bila, po mojem mnenju so bile nekatere prej, ki si jih sprejela, totalno dramatične z vidika starosti in teže odločitve, ki si jo imela v tistem posameznem obdobju. In z vsako tisto odločitvijo je pač prijatelje, ki smo ji bili blizu, vsaj mene, no, ki zdaj tukaj za sebe govorim, ne, presenetila in vedno na način, da je izbrala seveda tisto pot, ki je bila, etiko ali neke stvari te v zvezi omenila na začetku, ne, ki so bilo globoko povezane s tem, kdo Ksenija v resnici je. In potem, ko je sprejela tako odločitev, vsaj meni je bilo vedno jasno, zakaj je tako odločitev sprejela. Tudi to, da je odšla nekega dne z protokola, je bila tako naravna, tako njena, tako Ksenjina, da razumljivo, da nisi prej naredila, tudi razumljivo, da nisi kasneje, da je zdaj dozorelo v ta trenutek, kot so dozoreli trenutki za, ne vem, Kalifornijo, za študij, za en kup enih takih odločitev, ko si imela 20 ali pa plus minus let. Ne. To je velik kompliment. Ja, nisva se nič zmenila, pa nič mu ne bom dala. Ja, Je napisala na SMS, kaj moram vse povedati. Šala, ni. Aleksandar Zadel pripoveduje o tem, da se ti nenehoma zvesta sama sebi. To pa malo ljudi uspe, ker so dostikrat hopije od hopi. In živijo po nekih pričakovanih modelih, vzorcih in se ne premaknejo. Ampak ta zvestoba sama sebi, ali sem to jaz, da si to še želim, ali to. In ko hoti tudi pol ta premik narediš, celo pri Borisu si bila ta glavna. Mislim, da si bila ti shecala za večerjo, a ne? Ja, ampak to je tlelo Tlelo je 10 let, ne vem, res dolgo. Morate knjigo prebrati. Ja, saj to piše. Ja, in pol en dan, ko so se toliko časa menila, da bova tam šla nekaj pojesti, res dolgo. Ja, leta. Vedno, ko smo se videli, ja, bomo nekaj, dokler nisem pol enkrat rekla, zdaj pa zadosti. In pol sva po dolgih usklajevanjih termina našla skupen termin in sva šla. Ja. In sva še danes na tej večeri. Ja, čudovito. To se pravi, zdaj smo dobili že 2 popotnici, slediti samemu po sebi, pa tudi nekaj narediti. Ne bo samo padli iz zraka. Kako so ti padli, jaz sem ti malo fovš, ne, za to idejo. Kako si se ti sploh spomnila, najprej, da boš zbrala ljudi, ki te bodo sprašvali, pa od teh številnih Slovenk in Slovencev pa raven te. Ja, zdaj, to se bo tako slišalo čudno, ampak pač ideja je, ker je prišla. Sama. Prišla je en večer, so šla spat in jaz nisem tako zaspala in sem tako malo, sem že razmišljala, da bi naredila življenjepis, ampak samo z enim, da bi bil tak dialog, ne. In pol sem rekla, kaj pa če bi jih bilo več teh ljudi. In pol se je to rodilo in moram povedati, da sem vzela telefonski imenik, res, in šla čez telefonski imenik in tvoj, ne, tvoj osebni. Moj, ja. Noter imaš pa veliko številk.
Ja. Bi rada pozdravila Mileno Zupančič, ki je danes prišla in oba vnuka od Borisa in mamo od vnukov in punce od vnukov in mojo mamo. Evo, to res moram. Vsi nastopajo. Ta knjiga je nekaj posebnega tudi zato, ker tudi domači nastopate. Tudi ti seveda, ne? Z vprašanji. Pa ti, Ajda draga in mama. In kar je mene še to pretreslo, niso bile vprašanja, ampak tvoj opis mame in očeta, ki imata, ne ste že prebrali knjigo. To je zelo redek poklon staršem, pa tudi zelo redki so taki starši. To, da ti nisi zrasla z nobenih travm, pa zlorabljenega otroštva, pa z ne vem kakšnih bolj. Ti si imela res oporo v svojih starših. To pa lahko ponoviš, ker mama bo vesela. Ne, se to skozi ponavljam. Mama ve, očeta žal ni več 5 let z nami, ampak ja, jaz se tega res zavedam. Jaz, če bi šla recimo k Aleksandru ali pa kakšnemu drugemu psihologu ali pa psihiatru, bi imela težave, če bi me spraševali, pa dobro, je kaj bilo v otroštvu, je kaj bilo, ne, sigurno je kaj bilo, kar vas mori. Ne, ni bilo. Nič me ne mori. Tako da jaz sem hvaležna res staršem svojim zelo in to je še najmanj, kar sem lahko naredila, da sem pač nekaj besed Ne, nisi napisala nekaj besed, ampak veliko poglavji, ja. Zelo lepih besed in to so literarni portreti, če dovoliš, da to gospa profesor pove. Jaz zelo rada berem v knjigah Komu so posvečene. To mi blazno veliko pove. In tudi s kakšnimi besedami, v kakšnem vrstnem redu. In ko sem tole prebrala Borisu, pika, nov odstavek, mami, pika, očetu, pika. Sem kar obsedela. Sem rekla, ta posvetila pa tudi še nisem prebrala. Ponovadi napišejo ali z ljubeznijo, ali moji, ne vem, neki, ne, ljubljenim in tako naprej. Ampak pika, pika, pika. Kaj da bi rekla amen. Ne. Aleksandar Zadelhaj si jo že ti vprašal. Kdaj danes? Ja, v knjigi. A je v knjigi? Danes me je vprašal, kako naj pride do Švicarije. Ja, Jaz pa sem manjco vprašal. Moja, toliko o teh organizacijah in tako naprej. Dobrotnica ima že pripravljeno rešitev. Hvala. Jaz si vem približno, kaj sem jo spraševal in sicer v bistvu meni je zanimalo, da povejo res o teh zgodnih izkušnjah. Tam pač jo jaz poznam, tam sem jo lahko preverjal, ne, tako da o izkušnjah, ki jih je, kaj je dobila od ključnih ljudi v življenju, katere so bile ključne izkušnje, ki jih je dobila v družini in tako naprej, vrednote, navade, prepričanja in jih živi tudi danes. Ampak v bistvu pri meni, ker ve, da je dobro poznam, je golfal. Moje vprašanje 3 vrstice, njen odgovor 3 vrstice. Mislim, to se tako knjige ne piše. Ta knjiga bi imela, če bi tako odgovarjala vsem 27 strani in je ne bi niti natisnili, Ksenija. Evo. Zdaj sem povedal, se ji nisem upal na samem, ki bi kasiral, zdaj mu vsaj 1 uro fore, dokler se pripravi, kaj mi bo rekla. Ampak te njene 3 vrstice pa so zelo dragocene, kar ti je odgovorila, ker so spet bistvene. Ne, zdaj se bom pa malo umešala, pardon. Ne. Zdaj si ti izbral eno vprašanje. Ja. Seveda, moram. Nisem jaz, je izbrala tukaj... Ne, manjca je izbrala, kaj se bo bralo, to je prvo. Drugo, ampak na drugo vprašanje ti pa nisem tako zelo kratko odgovarjala. Ne, nisi. No, ampak pride prav. Zavajaš. A nista luškana? To se samo med dobrimi prijatelji lahko zgodi. Zdaj ti bom pa vzela besedo. Ampak moram pa še nekaj reči.
Jaz ne morem razumeti, da vprašanje od nekaterih, ne bom povedal kdo, so dve strani v knjigi. Pa jaz vem, kdo je napisal te dve strani. Jaz sem že pozabil na lahko srečo, ne, ker sem dobro In sem namiren. že Kseniji rekla, da to je pa malo zameren, da je dovolila tak egotrip. Ti si nam naročila vprašanje ima stavek 2, ne pa dve strani. Pardon. Ne. No, Nisem pustimo. nikogar omejevala in tudi nisem želela nič ven Spustiti. vrst. Ja. Saj poštena ženska, saj to smo rekli. Eno mojih najljubših vprašanj je pa zastavila. Ajda, jaz obožujem pravljice in se mi zdi, da so pravljice ključ v naše odraščanje in pol, če jih beremo od odrasli, ključ do našega nezavednega pogosto. In zdaj te prosim, da prebereš to, kako ti je na vprašanje o pravljicah odgovorila Ksenija Benedetti. Ravno včeraj mi je ob pospravljanju domače knjižnice spovzela v roko knjiga Andersenovih pravljic, ki je bila v otroštvu moja bralna spremljevalka. Deklica z ožigalicami. Verjetno Andersenova najbolj žalostna pravljica, ena redkih brez srečnega konca, me je zaznamovala. Saj veš, tista zgodba o nesrečni deklici iz roba družbe, ki jo je oče v mrzlem, sneženem zimskem večeru tik pred novim letom nagnal pod most prodajati ožigalice, na pol oblečeno in obuto v mamine copate. Ker so ji bile prevelike, je eno izgubila, drugo pa ji je nekdo ukradel. Ostala je bosa, oblečena le v star predpasnik. V njem so bile ožigalice, ki jih je želela prodati. Lakota in mraz sta bila vse večja. Njeno pozornost so pritegnili prijetni vonji iz kuhinje, kjer so se ljudje vedro pripravljali na prihod novega leta. Da bi se vsaj malo pogrela, je prižgala vžigalico in takrat se je pojavila čarobna svetloba. Imela je občutek, da je v bližini kamina. Ko je vžigalica ugasnila, je prižgala drugo, v kateri se je ustvarila slika obložene in svečano pogrnjene mize. Pri tretji vžigalici je zagledala čudovito drevesce, okrašeno s številnimi lučkami. Tudi ta vžigalica je kmalu ugasnila. Zjutraj so deklico našli mrtvo. Zmrznila je z nasmehom na ustnicah ob pravlično-sanskih slikah soja vžigalic. Zdelo se mi je nepopisno krivično, da so se nekateri lahko sladkali ob dobrih večerjah na toplem, se obdarovali, krasili drevesce, ona pa je bila zunaj na mrazu, lačna in bosa in vse to opazovala skozi njihova okna. Nihče je ni opazil in nihče je ni povabil k sebi. Vzporednic z danes je nešteto, narobe svet. Na istem planetu umirajo lačni otroci in hkrati neokusno preplačujejo 220 milijonov evrov za nogometaša. Na istem planetu padajo bombe, ker se veliki možje igrajo vojno in ustvarjajo očake smrti. Mir nas lahko obišče le, ko bo moč ljubezni večja od ljubezni do moči. Druga pravljica, ki živi z mano, je brutalno povedna. Cesarjeva nova oblačila. Priročna za vse čase in vse ljudi. V živo sem jo večkrat doživela. Že enkrat bi bilo preveč. In moje vprašanje se nadaljuje, ampak pravljice se vendarle nekoč končajo, ko dojamemo, da naš svet ni več svet pravljic. Ali misliš, da potem postanejo odveč? Ah ne, tiste lepe in s prijaznim koncem si je treba znati tudi sam pričarati in jih z veliko lačno zajemalko prinašati v svoje življenje. Leseno čakati, da padejo z neba ali iz knjig ni dovolj. Kaj pa, če ne padejo? Pravljice in srečni konci v njih pogosto niso radodarno ponujani na pladnjih življenjskih dobrot. So izbire, ki zahtevajo trud. Hvala lepa. Ja, kar smo že rekli, je tle še počrtano. So izbire, ki zahtevajo trud. To je, se pravim, ti si tako etično, moralno postavljena,
Gospod profesor, to je bilo tvoje področje, ne? Ja, meni je zanimivo, da si je Ksenija izbrala ti dve pravljici, ne? Zaradi tega, ker glede na to, kaj si lahko malo govorim o tem. Ker prej si govorila o svojem odnosu previdno, o svojem odnosu s starši, ne? Ampak v bistvu zanimivo je tako, ne, da v resnici, ne, življenje, ki mi mislimo, da ga živimo, niso okoliščine, v katerih smo živeli, ampak je naša interpretacija okoliščin. In Ksenija kot dober človek je tako svoje starše interpretirala. In malce idealizirala. To ne vem, to se ne vtikam jaz, če jih je idealizirala. Ampak tako lepo, zato je pa tako lepo napisala. Ne, jaz si verjamem. Ne. Kaj da sem idealizirala? Ne mislim v slabem smislu, ampak da so bili tudi tvoj ideal. Oče, Oba. Oba. Ampak nisem jih idealizirala, da bi jim nekaj pripisovala več, kot sta v resnici bila. Potem sem se pa slabo izrazila, ampak da sta bila tvoj ideal in sta ti te vrednote in ta ohus. Oče ti je dal ta ohus po radostnem življenju, po pesmi, po vsem. Mama ti je dala ta ohus, saj še zdaj. Jaz ohušam, kako dobro jeste. To je pa nekaj, kar ostane zapisano v telesu, ne? Ampak ti boš zdaj speljal eno drugo misel. Ne, on mora dokončati, ker smo ga prekinili obe, tako da oprosti, no zdaj ne bom več, ne bom. Ker gre za to, ne, da če imamo starši srečo, nas otroci čez leta interpretirajo kot osebe, ki smo jim pomagali na poti v življenje. Če ne se zgodi ta arhetip te pravljice, deklica z vžigalicami, ne, starši vedno otroke ali jih pustimo v svet, ali jih naženemo, ali nam oni zbežijo. Sej kakšnih hudih možnosti ni, razen moderni otroci, ki ne grejo nikamor, ker se sprašujemo, kje je to uporništvo, zaradi katerega bi oni pri 18 letih se odselili in se ne odseli nobeden, ne. In ja, simbolika te pravljice je seveda napisana je strašljivo, tudi grozljivo in tako naprej, ampak kaj je v tem v vžigalicah, kaj v resnici umira v nas, ko gremo v svet po svoje in tako naprej. Tukaj mislim, da je arhetipsko večplastna ta pravljica. No, tisto, kar sem hotel povedati, je to, ne, da starši imamo srečo, ne, imate srečo, da vas Ksenija na tak način vidi, ker če bi se starši pogovarjal s sabo, ne, kdaj je na teh križiščih totalno napačno zavil in napačno zahteval nekaj od otroka in se napačno jezil in mu naredil krivico in tako naprej, bi našli veliko primerov. Ne, in zato je tako zelo pomembno, ne, da kakšno držo imamo do življenja. Ne? In Ksenija tukaj kaže držo do življenja, ta svoj optimizem, ta svojo ljubezen, ki jo deli naokrog. In to je sporočilo tudi teh pravljic izbranih, zdaj sem samo eno razložil, in te druge je pa v bistvu tega, kar Kseniji omogoča, da gre v življenju naprej. Tudi iz tega protokola, tudi iz prejšnjih življenjskih odločitev in tako naprej. Ne? Torej, ne gre o prvem problemu, o prvi težavi, ona ni zamenjala 67 služb v 25 letih, ne? Ampak pač je naredila določene korake, ki so bili strateški v življenju, poslovnem in zasebnem. In te je za občudovati v smislu tega, ko ne gre o prvi težavi vrš puško v koruzo, ne v partnerstvu, ne v poslu, ne v prijateljstvu in tako naprej. Ampak Ksenija ima ta timing, da v bistvu ne ustraja niti ene sekunde dlje, ko je nesmiselno. In zato se ne sekiraš, Ksenija, v življenju. Tiste ne vem, da se sekiraš, pa da se ne smiriš sama sebi, pa ne obupuješ. Ne? Zaradi tega, ker dokler vidiš smisel, si tam in ko ne vidiš več smisla, gre naprej. Priporočam tole knjigo v branje, preprosto zato, ker imajo samo najboljše knjige. Da se ti ne pogovarjaš samo s svojimi spraševalci in sama sabo, ampak da se tudi mi začnemo v tej knjigi pogovarjati sami sabo. In ko sem jaz premišljevala, kjer pravljice bi jaz izpostavila isti dve, ko sem rekla, pa ta Ksenija pa meni podobna. Pol sem rekla, isti moški so nama bili všeč. No, ja.
prišlo, da nazadnje sem še mislila, da so se na isti dan rodile, pa se nisva, ker ne na isto leto, ne boste razumeli, ker je Ksenija le levinja. Ampak taka elegantna levinja, da te ne bi vsak prepoznal na prvi pogled. Tvoj ogenj gori tako na en bolj nobel način, ne? To, da hočem reči, da imava veliko podobnih okusov in izbir. Ti si tudi ena od njih, no. Čeprav, veš, kaj sem se zdaj spomnil, kakšen SMS, kaj lahko preberem SMS, ki sem ga ti poslal pred časom, se to ne sme. Osebni SMS. Čakaj, pogovarjajte se malo, da ga najdem. Čakaj. Ja. Kako je lepo imeti prijatelja pravzaprav vse življenje. Ne? Ker nekatere prijatelji iz osnovne šole pa gimnazije pa to spremljajo nekaj časa, potem pa grejo. Posebej, če se človek loči. Ne? In ti si se ločila, tvoja mama in oče sta se ločila, prijatelji so pa kar ostali. Ja, to je, ampak dobro, teh je res zelo, zelo malo. Dovolj tudi, če bi bil eden. Ampak je še eden. nekaj pomembno, ne? Vsi prijatelji moji, z njimi imam tak odnos, da ni treba, da sem fizično z njim. Jaz ne vem, midva se strašno malo vidiva. Zdaj slučajno dvakrat, ko sva bila skupaj na eni okrogli mizi v Portorožu, ampak malo tudi se ne družimo, tudi ni še bil pri nas doma, recimo, ne, pa bi počasi lahko prišel. In me ima za prijatelja. Ja, res, ampak to sploh ne znam povedati, teh par vezi je tako močnih, da ni treba, da pride on domov. Jaz sem bila pri njemu enkrat doma, enkrat sem bila pri tebi. Nepredstavljivo močne, ja. Ne, res. In ni treba, to nič ni treba, samo veš, da je. In če bi ga rabil, bi bil To itak, seveda. ta občutek tega zaupanja. Ja. Se mi zdi ključen za res pravo prijateljstvo. Ti si pa zdaj Sem najdel, ja. No, izvoli. Ksenija, ki je popularna, ima ful intervjujev in tako naprej. In pol jaz to berem to pa. in piše klele, ne, katere odlike mora imeti moški, da vzbudi vaše zanimanje, da dobi vašo pozornost in jo tudi obdrži. In zdaj odgovor. Ustvarjalnost, zanesljivost, smisel za humor, razumevanje, sposobnost sklepanja kompromisov, pozornost do drugega in skrb za drugega, etičnost, moralnost, empatijo, solidarnost, primeren odnos do okolja in živali. No, in jaz to preberem in ji napišem SMS. Ej, Ksenija, česa pa jaz nimam od tega? Ja, kako si pa živalni? Kako? Kako si pa ti z živalcami? Vse smo že imeli doma, trenutno imamo mačka in ta druga hči po vrsti ima psa, tako da... Aha, vse v redu. Ja. Ti pa obožuješ mačke, ne, Ksenija? Ja, tudi pse. Ampak Ja, psa ampak ne zdaj smem Zdaj še ne dovolijo, ne, Ne, da mi bi ne ga... dovolita, ne Boris, ne Aleks, in ful milo prosim, zato ker jaz milo prosim tudi našo mačko, ki je, ne vem, kako bi sprejela naša Coca-Cola še eno živo bitje, drugo ali mačka ali pes. Tako da tudi njo pregovarjam, da bi enega psa Jaz mislim, da vzeli. ti bo uspelo. A misliš? Ja, sam ne vemo kdaj. Ej, dej reči Borisu nekaj. Ja. Ne, in potem se bo Boris zaljubil tega psa. To se itak bo, sam mora do tega priti, vem, da se bo. To, da bo vse v redu. Ja. Hod vedno pri tebi, ob pravem času. Kot si rekel, Aleksandar, ona ima izvrsten tajming. Tukaj je pa nezmotljiva. Ne, tudi do zdaj življenje daje pravo, po mojem mnenju. No, in tudi psa bo imela, pika. Samo našla boš pravi tajming, ne? Ksenija, kaj pa ti zdaj pišeš? Ker nehala ne boš, ne? Si obljubila. Kolumne. Aha, pa jih boš pol spet zbrala? Ne bom, ker so Prekratke. aktualne. Ne, so kar Ja. dolge, ampak so aktualne in jih tudi vedno po buči dobim zaradi njih. Enkrat od enih, enkrat od drugih, odvisno koga kdaj ošvrknem. Zdaj sem kar veliko spet jih fasala, no. Zato, ker včasih ljudje so slepi.
in zaslepljeni. Ja, saj imaš pravljico cesarjev. Ja, in pol jaz skušam komu odpreti oči in težko, ne vidim nekih rezultatov. Tako da ti povem, da sem že razmišljala, da ne bom več pisala. Ali pa bom pisala danes sem mami rekla, bom pisala o rožcah, pa o psih, pa o takih stvareh. Ne pa več o družbi in o politiki. Ja, zakaj? Pa sej ne pišeš tistim ljudem, o katerih pišeš. Pišeš vsem ostalim ljudem, ki to berejo in vidijo glas razuma na drugi strani, se s tem poistovetijo in je mogoče lažje in rečejo, jaz bi tudi tako napisal, pa jaz tako čutim in je potem malo lažje. Ja, to imaš prav, ker jih je veliko tudi, ki podobno, je res. Samo pol, ko bereš te komentarje ogabne. Zakaj bereš komentarje? Zato, ker sem smotana. Preberem kdaj in tudi komu celo odgovorim in pa kaj odgovarjaš na to, mu odgovorim. In ker me res razjezi in to vem, ja, ni v redu, to ni v redu. No, nekaj pa še ima za napredovati. Jaz sem že po tej knjigi Hiša zvoča mislila, da je popolna. Ja, vidiš, Ne, to me razjezi. Imaš še možnost napredka. Absolutno. Absolutno, ker ni ti treba odgovarjati. Niti brati ti ni treba. No, vidiš. Ker te negativne energije so tako močne, da tudi če človek ve, se ga vseeno dotaknejo. In ni dobro, da jim damo to priložnost. Jaz sploh ne berem, kamoli da bi odgovarjala. Če pa slučajno kaj zasledim, pa me malo odgovorim pa s čisto ljubeznijo. To tudi jaz. In vedno vse je dobro in veliko ljubezni in tako in tudi s humorjem odgovarjam. Ne grem na to njihovo jezo, ne. To pa ne, me pa razjezi. No, ampak še odgovarjali ne bo več, to bomo zdaj. Zdaj imaš ti priložnost, Aleksander, za Ksenijo pa še kaj vprašaš, ker je v knjigi nisi. Wow, si me pa presenetila. Se mi modi, jaz grem. Jaz zelo rada presenečam, ker se mi zdi, da je življenje čarobno najbolj, če smo presenečeni. V bistvu bom postavil vprašanje, kot ga bi postavil v gimnaziji tam. Kako živiš zdaj svojo ljubezen? Lepo vprašanje. Mi bi se o tem vprašali v srednji šoli, ampak vi me razumete, kaj sem zdaj vprašal? Nisem vprašal, sem vprašal, ne? Si. Tako. Drugače kot v srednji šoli in tudi drugače bom prišla, počakaj. In tudi drugače kot pri 30 in kot pri 40. In vem, da je ljubezen veliko več, kot sem včasih mislila, da je. Da ljubezen ni samo ljubezen do Borisa zdaj ali pa do staršev, do mame, do družine, je ljubezen do življenja v bistvu. To nisem tako doživljala včasih. In se mi zdi, da če to nosiš v sebi, da ti je lepše živeti. Ne, če dam vse te komentarje v oklepaj, negativne, mi je lepše živeti. Da v bistvu imam, ko bi rekla, na voljo več objemov, kot sem jih imela. Z različnimi stvarmi, ne samo ljudmi. Evo, meni je bil ta del odgovora najbolj. Zdaj je odgovorila tako, kot se pogovarjali takrat. Ja, da ima več objemov, kot jih je kadarkoli imela v življenju. No, vidiš, in ima take in drugačne objeme, ima tudi metaforične objeme. Jaz pa spet le sedim pa razmišljam, a sem to jaz govorila ali ona? Ker jaz prav identično občutam, da mi v bistvu
potujemo po poti ljubezni na ta način, da najprej pričakujemo ljubezen od objekta. Ne, on me bo ljubil, ne. Seveda to ne gre, ne, ker to ni No, ljubezen. gre tudi to. Ne? Ja, ampak to v mladosti, no, to moramo preizkusiti, da je zdaj še nekaj več, kot si začela. Ne. Ampak potem za nekega dneva, saj jaz sem se vprašala, koliko pa jaz zares ljubim. Ker ko bom umirala, bo ta ljubezen važna. Koga sem jaz ljubila, koga jaz ljubim. To bo moja popotnica. No, in mislim, da najbolj duhovno razvit človek je tisti, ki reče, ne iščem ljubezen, dobil sem ljubezen, ampak jaz sem ljubezen. In ko prideš do tega, jaz sem ljubezen, je svet en sam čudež in vse teče in vse je prav, tudi če je težko, ampak je prav. Tako da to je naša cesta, to je naša smer. Hvala, Ksenija Benedetti, kaj boš pa še povedala še kaj, če ne bomo pa kar zapili, pa bomo to nesli domov. A ne? Bosta ona dva še kaj zaigrala? Ja. Zdaj imaš Ampak priložnost, če misliš, jaz sem najbolj srečna, da je kratko in da so ena sporočila, ki jih potem nesemo domov. Ja. Tako da, če bi še kaj želela, a niso čudoviti ti ljudje? Ja, zelo. To je Jaz sem se najlepša hotela publika. sam zahvaliti. Vsem, ki ste tukaj, Aleksandru, Ajdi, Aleksu, Timoteju, da so ta večer naredili malo bolj plemenit, pa živ. In še enkrat pač familiji, Borisu in mami, pa celi bandi. In hvala res tebi, ne nazadnje, da si me sem pripeljala in da si naredila tako, kot si mi obljubila, zelo drugačen večer. To si mi res obljubila in to si obljuba dobi največjo vrednost, ko jo človek izpolni. Hvala ti, hvala ti. Zdaj bomo pa, le dejte, le. Ja, le dej se. Ob tej priliki bi se tudi jaz zahvalil tvojemu povabilu in dovoljenju, Ksenija, da si sprejela idejo od Mance, da se pridružim vajnemu pogovoru. Hvala. Hvala Ja, vsem. težko je bila. Mal sem trepetala, če bom imel čas na ta datum, ali človek, ki je takoj dovolil priti, da mi je že v koledarju. In to je tisto, ne, ko vse steče. In ta občutek, da smo v tem tohu, najflow, nam daje eno izjemno zadoščenje in izpolnjeno življenjsko. Zdaj bo pa Aleksander Havaca in Timotej, dragi, tako sta lepa ta dva človeka, da najprej se useta, sta lahko malo tiš tle, pa le kaj zapoj. Aleksander, prosim. Vama bo pa zaigrala komad, za katerega sem jaz napisal tekst in sva pol skupaj realizirala lani, poleti. Fasade ni, ekstaza, plaza.
ples. Plaza. V prepletu na dveh pomolih blizu moja bita se navadita na lepi šum. Fasade ni, ekstaza, plaza. Fasade ni, ekstaza, plaza. In ples. Plaza. Plaza prazna, lep topel večer, moja bita se navadita na lepi šum. Fasade ni, ekstaza, plaza. Fasade ni, ekstaza, plaza. Oh, in place. In place. Oh, ekstaza, plaza. In place. Plaza. Hvala. Zdaj pa samo, da vas še povabim na novembrski večer, ki bo tudi zelo zanimiv, čeprav bo v nekih drugih tonih. In sicer govorili bomo o veličastni knjigi, taki debeli študiji Od imena do spomina.
To je napisal Ambrož Kvartič, ki ga mogoče poznate z televizije, ampak on je tudi doktor etnologije in govori o običajih, širah, navadah slovenskih in pokrajinah in to. In mi se sami ne zavedamo, da smo bitja obredov, ne, in kako pomembni so za nas rituali in navade. In ko bomo s tem mladim doktorjem znanosti potovali po Sloveniji in po teh običajih od rojstva do smrti, se bomo mogoče bolj zavedali, kako pomembno je biti v svojimi koreninami in v teh običajih, ki so res naši. To, da to bilo vabljeni, mislim, da je 12. november, 2. nedelja, če ne pa pogledajte. Lepo vas pozdravljam, hvala, da ste prišli, pa vem, da boste še.